Zdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o alergiji na sonce. Končno se je ogrelo in ja, kakor komaj čakamo, da je sonce, mnogi se morajo skrivati v senci, ker enostavno se pojavi alergija na sonce. Od kje izvira alergija na sonce? No, prva zadeva, moramo tehnično pogledati telo in moramo razumeti, da se pravi, star kitajski pregovor pravi, česar ne morejo izločiti ledvica in mehur, se izloči preko črevesja. Če ne gre preko črevesja, se izloči preko pljuč, in če ne gre preko pljuč, na pomoč priskoči koža. In če ne gre preko kože, nas to vodi v smrt. No in dobesedno, takrat, ko pridemo na sonce, sploh na morju, se lahko zgodi, da morje spodbudi razstrupljanje in sonce skupaj in ne zmorejo strupi oditi na drug način iz telesa ven, pač pa grejo potem preko kože. In se enostavno zgodi alergija na sonce. Jaz sem nekoč imela alergijo na sonce, tako da ta koprivnica, tukaj gor sem bila cela v pikcah, srbele so takole po ramah, ta del dekolteja in seveda potem sem se skrivala v senci. No in vam povem, da zadnja leta nimam več s tem težav, no že tudi prej nisem imela težave, ker sem pogruntala, da dejansko je ključen pri tem, da mi pomaga kalcij. Kalcij je tisti, ki pomaga, da se kisline spremenijo v soli in soli potem polulamo. Tako da v glavnem, za vse tiste na svet, ki imate alergijo na sonce, tudi za otroke je primerno, kalcij, magnezij, vzame se jih 6 na dan, od 6 do 9, zdaj 6 kot preventiva pred morjem, če imate pa že na morju alergijo, v tem primeru jih vzamete 9 na dan. Zdaj pa moramo razmišljati o vezavi, ker tukaj je kalcij, magnezij je razmerje 2:1, se pravi 2-krat več kalcija kot magnezija, plus D3 vitamin za boljšo vezavo. No, da pospešimo vse skupaj, vso vezavo, je pa potreben C vitamin oziroma antioksidante. V tem primeru vam priporočam, dodajte zraven C vitamin, zaradi tega, ker povečuje vsrkavanje in lahko vzamete in enih in drugih po 6. In če imate pa že hude težave s kožo ali pa nasplošno, da se vam pojavljajo lise, tako da ste flekasti od sonca, to se je tudi meni nekoč dogajalo, pa karotenoid. Jaz zdaj dejansko nimam več nobenih lis, nimam težav s kožo, ampak vidim pa, da karotenoid je ključen pri tem, da pač te lise zginejo. Eno gospo imam, ki je dobila, mislim, da je jedla neke tablete za porjavitev in na podlagi tistih tablet je dobila takole rjave lise na obeh dveh straneh, s karotenoidom si to sčistila stran. Pa ni, da je drsala s kapsulo, ampak ko je uživala kapsule, je potem pigment sam počistil, v bistvu samo telo je počistilo tisto, kar ni potrebno. No, ni pigment počistil, ampak je imunski sistem oddelal svojo vlogo in zrihtal tudi stanje pigmenta. No, tako da to so 3 prehranska dopolnila za vse tiste, ki imate težave z alergijami. Če dajete to otroku, drobite, kalcij pa magnezij, to so takele tabletke, 180 jih je noter, cenovno dosegljivo, pride manj kot 20 evrov, lejte takole, in to, če zdrobimo, lahko zdrobite brez problema. Jaz recimo, ko sem imela manjše otroke, sem otrokom to drobila, pa čez dajala sladki greh. A veste, pač otrok na en način je mogel to zaužiti. Ravno tako s C vitaminom, ravno tako zdrobiti, lahko otroku date čez pa čokoladni preliv, medtem ko za tiste, ki lahko pogoltnete, enostavno pogoltnete. No, to je v bistvu zdaj ta tehnični vidik, moramo pa razumeti, da vse alergije, vse, kar je narobe s našo kožo, izvira iz črevesja. Tako da se moramo vprašati, zakaj se nam dogaja to, da grejo strupi preko kože namesto preko črevesja. No in mogoče imamo težave s kandido, v tem primeru imamo zakisano telo, uživamo preveliko količino ogljikovih hidratov, se pravi sladkorja, lahko pa je, zakisane misli so zadaj lahko vzrok. No, več o tem sem pisala v knjigi Ko imajo čakre žur, težave izvirajo iz črevesja
In ko je moja Pija, to je ta srednja hčerka, oblikovala to knjigo, je rekla: pa mami, zakaj je toliko veliko tej prebavi, pa o driski, pa o kakcu, pa kaj pove, kakec o nas, ker je tukaj na strani 180 bolezni so doma v črevesju. In tukaj potem imate primere, kdaj je krivo črevesje, vam povem. Mlad moški v začetku 30 let moral bi prekipevati od zdravja, počuti se utrujeno in začele so se mu delati afte na zadnjem delu jezika. Prav tako moški star okrog 30 let, suha koža po obrazu, kot luskavica, določeni predeli kot luskavica, tudi na čelu in v glavnem stanje se mu močno izboljša na morju. Ženska v 40 letih, luskavica v vseh kožnih pregibih. Otrok star 4 leta, dermatitis in tako naprej. V glavnem, vse težave, ki so s kožo, izvirajo iz črevesja. No in da v bistvu to naše črevesje spravimo v ravnovesje, potrebujemo probiotične bakterije. No, vem, da lahko kupite tudi prebiotične prehransko dopolnilo prebiotika, ampak po domač povedan, kaj je prebiotik? Je hrana za dobre bakterije. Hrana za dobre bakterije pa dejansko so vlaknine, zelenjava. Če jeste zelenjavo, ne potrebujete dodatka prebiotikov, ampak probiotike, to je pa latinski izraz za zdravje, pa potrebujete in v bistvu s hrano dobite, to je sirotka, albuminska skuta, potem kislo zelje, kisla repa, vse to vsebuje probiotične bakterije, tudi navadna skuta. Lahko si povzamete prehransko dopolnilo probiotikov in zdaj tega, ki ga pri meni dobite, Acidophilus plus, to so 60 takelih tabletke noter, glejte, takole izgledajo. In jaz sem otrokom sicer jih dajala na pol, ker je prah noter. Ker deluje takrat, ko imamo driske, ko imamo zaprtje, ko imamo kakršnekoli težave s črevesjem. Po drugi strani pa za vse tiste, ki imate težave, ko greste na dopust, veste, psihično, jaz sem nekoč imela težave s tem, da ko sem šla na dopust, bi bilo najboljše, da bi doma vzela svojo WC školjko s sabo. Enostavno se mi je zaprla prebava. No, v tem primeru, glejte, premalo sem pila, to je prva zadeva. Drugo, pojedla sem preveč sadja, ker vsebuje preveč sladkorja. In naslednja zadeva, mogla bi uživati probiotike. Odkar na morju uživam probiotike, imam pač normalno prebavo. Zdaj pa za vse tiste, ki imate alergije, tudi alergije na sonce, izvirajo iz črevesja, na strani 183 v knjigi, ko imajo čakre žur. V glavnem, zdaj, zakaj se zgodi, da koža odreagira, ker moramo razumeti, da sonce spodbudi razstrupljanje in pač ne zmore samo telo spraviti strupov ven in pač koža odreagira. No, naj vam povem, da odkar uporabljam za sončanje naravna olja, orehovo olje, šentjanževo olje, pa vem, da se tukaj mnogi ne strinjate, da šentjanževo olje povzroča raka, ampak ga ne, zato ker ni logike, ker šentjanževo olje je proti opeklinam, absolutno, ampak tudi za porjavitev kože. Glejte, če uporabljate olivno olje in naredite macerat iz šentjanževke, šentjanževka cveti 25. junija, tako da pomeni, da do morja boste lahko še svoj macerat naredili svež, se dejansko cmari to na soncu in je nemogoč, da bi to pol pa povzročala raka. Verjemite mi, da ne. Glejte, tudi v 70 letih je tudi paradižnik povzročal raka, v narekovajih, mislim, kao, in se je kasneje pokazalo, da dejansko karotenoidi iz paradižnika likopen delujejo proti raku. Pa so rekli, ups, zmotili smo se. No, glejte, veliko takih stvari je, kjer so se, majčkeno zmotili. No, o tem, kako pripraviti macerat, imate napisano v knjigi, ko ima življenje žur, in poiščite zeliščna podpora, mogoče bom dala od spodaj povezavo, lakota, če naredite zvarek
se pravi ravno tako macerat. To pomeni, da namočite lakoto in rman v olivno olje, dejansko naredite krasno olje za najbolj trdovratno kožo, tudi za porjavitev, proti opeklinam, za mehke pete, pa predvsem proti luskavici. Jaz to olje, tako olje dajem v banjo, ko si naredim, veste, ko dam sol, pa si dam noter olje, pa imam domači spa, pa kakšno svečko pržgem. Tako da v glavnem, zdaj pa pojdimo na čustveno ozadje. Zakaj nekdo odreagira na sonce? Sonce, moška energija. In mogoče se pa zgodi, da takrat, ko smo na dopustu in takrat nam nekaj gre na živce, neka moška energija nam gre na živce in telo odreagira, nam pokaže, kje imamo najšibkejšo točko. In potem se ukvarjamo pač s kožo, ampak v osnovi nam gre toliko na živce, da se praskamo, ampak ne koža, ampak moški. Tako da mogoče moramo preveriti z mišičnim testom, čeprav dopust nam pomeče neke rane ven. In zdaj, če gledamo mišični test, jaz če zdaj pri sebi pogledam, tudi za nazaj lahko preverjam, se pravi, ko sem jaz imela alergijo na sonce, ki me že vleče na nos, ja, sem imela v osnovi alergije očitno na bivšega moža, priznam. Očitno mi tisti dopust pometal neke rane ven ali neke bolečine, ki so bile tako ali tako prisotne. Tako da, glejte, če imate težave s kožo, pomeni, da morate nekaj narediti. No, zadnjič sem že snemala pa video o alergijah in jaz sem zdaj pri sebi prišla do zaključka. Alergija, ki se mi je pojavila, je povezana s tem, da sem odreagirala na dvolične ženske. Ali pa po domač povedan, na hinavske ženske. Joj, ti si to fajn. Ja, v zadnjem bi pa tako naredila, ne? In sem delala zdravilno molitev dekodiranja in vam povem, da jo še vedno delam zjutraj 6 minut in zvečer pred spanjem 6 minut. In delala sem tudi in še vedno delam meditacijo za odpuščanje. Ker ne vse te vezi, ki jih imamo z nekimi ljudmi, nekje ostaja neka zataknjena energija in jaz sem prišla do tega, da s temi ženskami, ki zdaj predelujem mojo karmo, da se pač poznamo iz enega drugega življenja in v tistem življenju nisem bila svetloba, veste. Ja, a ne sem se borila za svoj obstoj in tako naprej in raniš v tem, ko si ranjen. In zamere ostajajo in zato pa v tem življenju potrebujemo ta srečanja ljudi, ki pridejo ponovno, da se energije zgladijo. Tako da, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, verjemite mi. Dejansko alergije bodo zginile, ko boste počistili svoje zamere. No, to je to. Zdaj pa alergija na sonce smo predelali, tehnično sem vam povedala, podzavest sem vam povedala, zdaj pa kar lahko še naredimo, pa da vidimo karte, prehod v novo dobo, pa dajmo danes še Ošotove karte, da vidimo stvarstvo, kaj je ta trenutek pomembno za te svetle, stare duše, ki se učijo ljubezni do sebe, zanimivo, ki se učimo ljubezni do sebe, da vidimo, kaj je tisto, kar ta trenutek potrebujemo za naš duhovni razvoj, da lažje gremo naprej. Zanimivo je, da me je začela boleti glava, prav tretje oko. Občutim vse te energije, se pravi tisto, kar občutim, je ta trenutek zavedanje resnice, videti resnico. In če imate alergijo na sonce, dajte si dovoliti videti resnico. No, in zadnjič sem pa govorila z eno gospo, je pa rekla, ja, Minka, ženske so ljubosumne na tvojo lepoto. Ne, jaz nisem kriva, da se dobro počutim v svoji koži, ampak vedno pa je, glejte, ko vi sijete vsej svoji lepoti, je možno, da ta svetloba nekoga bode v oči. Veste, tako kot takrat, ko je sonce, pa rabiš sončne očala. Tako da to naj vas ne moti, pogum smo dobili, dovolite si sijati vsej svoji lepoti, bodite vi. Pogum tudi pomeni tale karta, da mogoče tudi tam, kjer je videti, da ni možno, da požene nekaj lepega,
ste predvsem vi tista lepota in dovolite si zacveteti, čeprav mogoče niso ravno okoliščine, pa si mogoče dajte kakšen šal gor ali pa nekaj zato, ker se imate rade, mogoče se, ne vem, našminkajte zato, ker se imate rade, zato, da boste dobro izgledali. Mogoče si kupite novo spodnje perilo, da se boste boljše počutili. In čas je za proslavljanje vaše ženske energije, čas je za izražanje vaše ženske energije. In če tale video gleda mogoče kakšen moški, ja, lejte, tudi moški imate ženski pol, mogoče je čas, da začnete proslavljati to, da občutite, da čutite, in ni treba biti zmeraj mačo, pa biti trden, pa brez čustev, ampak da si mehek, da čutiš. In naslednja, kaj je tisto breme? Oglejte si tole karto. Glejte, ta, ki nosi, ima nekoga na grbi in še ta ima petelina gor, ki vrešči po svoje, in ta, ki je zadaj komandira, razlaga, kako bi mogli biti, kako ne bi mogli biti. In zdaj se vprašajte, kdo komandira vaše življenje? Kdo je ta, ki ga imate na grbi? No, in zato odreagirate, zato imate alergijo na sonce, na avtoriteto, ker enostavno ne zmorete več. Zato imate tukaj pogum, da rečete dovolj. Dovolj. Nikogar ni treba prenašati. Rečete dovolj. Zanimivo, še vedno imam obremenjen tretje oko. Tretje oko je vedno povezano z resnico. Pa daj si dovolj že videti resnico. Kdo je tisti, ki ti gre tako močno na živce, da je bolj varno praskati kožo, kot pa da bi povedali, ali pa povedal, lej, dost imam, ne morem več. No, da vidimo. Naprej karte prehodu na vodovo, kaj je tisto sporočilo za vas, ki ste poslušali tale video do konca. Nadangel Gabriel, sporočila, dovolite si slišati. Angeli vas vodijo, vam sporočajo. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. Vam bom prebrala sporočilo. Moramo razumeti, da nadangel Gabriel, to je ženska energija, to je nadangel, ki je prišla oznaniti Mariji veselo novico, ki je povedala, ne boj se, vse je v redu, to rojstvo novega bitja je načrtovano. Zavedaj se, da ti je vedno poslano pravo sporočilo. Zavedaj se, da vedno uporabiš pravo besedo. Zavedaj se, da se vedno prav odločaš. Nadangel Gabriel, ti poznaš vse odgovore. Hvala za vodstvo. Mogoče bi bila bolj Gabriela, ker je ženska energija in ta nadangel je tako neverjetna energija, samo dovolite slišati sporočila vašega vodstva. No in gremo naprej. Čutim, da se čisti ta del tretjega očesa. Zanimivo, da tudi hipofiza je povezana tako ali tako z rastnim hormonom, s hormonskim ustrojem, z delovanjem celega telesa, z obnovo. Tako da v bistvu, kdor ima težave s tem, da ne vidi resnice in ne želi videti resnice, ima vedno težave tudi s tem, da mu hipofiza nagaja. Da vidimo naprej. Spet so prišli angeli. A veste, kakšno sporočilo je? Pa daj že poslušaj, pa uboge, ker te vodimo, ker ti hočemo povedati in ti trmasto vztrajaš v težavah in enostavno ne želiš narediti premika naprej. No ja, da vidimo še tretje sporočilo, kaj sporočajo karte. Nova pot. Dovoljuj, da končni rezultat preseže vsa tvoja pričakovanja. Nahajaš se na pravi poti. Imamo še to sporočilo, prebrala 46. Upaj si narediti korak v neznano. Upaj si premagati svoj največji strah. Zaupaj, da te stvarstvo podpira. Si na preizkušnji. Ali zmoreš izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmoreš predati vse, na kar si navezana? Varna si tukaj in zdaj zaupaj, zate je vedno poskrbljeno. Zavedaj se, da tebe podpirajo vse svetle sile. Tako da sprejmi pomoč
svetle sile te podpirajo, samo ti moraš reči, želim slediti vodstvom. In spusti in dovoli, da te življenje popelje tja, ker se bo tvoja duša v popolnosti izrazila. Tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje, ker pa saj samo življenje, saj ni tako grozen, saj samo življenje. In v tem življenju se res učimo imeti sebe radi. Odpuščati, spuščati, biti nenavezani. Veste, a jaz lahko preživim brez tega stola? Lahko. A lahko preživim brez, ne vem, tudi teh vitaminov? Lahko, bom pa mogoče dobila kje druge neke druge ali pa mogoče z narave toliko več. Ali pa se bom naučila nekaj. Lahko. Zaupam, da je zame vedno poskrbljeno. Tako da uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi, ja, tako kot sem zadnjič zaključila, notranji preporod. Ker vse te korake delate zato, da postanete veliki in veličastni. Uživajte.